Zdaj je pravi čas za razstrupljanje telesa. Veliko je možnosti za to, mi pa vam ponujamo eno od teh, ki nam jo je svetoval magister farmacije Janez Arčul v lekarni pri Kranjskem Orlu. Razstrupljanje je zdravilni princip, katerega je omenil že zdravilec Avicenna v kanonih medicine pred našim štetjem. Njegov zapis je bil, da je razstrupljanje telesa osnova za dolgotrajno in zdravo življenje. Za razstrupljanje je priporočal različne oblike gline, različne oblike oglja. Razstrupljanje se v zadnjem času zopet pojavlja kot zanimiv alternativen pristop k zdravljenju tegob modernega življenja, bolezni, katerim uradna medicina niti zaenkrat še ne najde točnih vzrokov. In z tega vidika je razstrupljanje postalo v zadnjih parih letih zopet zelo zanimivo. Za razstrupljanje so v pradavnini uporabljali različne oblike gline, oglja, različne oblike rastlinskih vlaknin. V novejšem času pa uporabljamo tudi, lahko rečemo, bolj pametne enterosorbente, ki bazirajo na osnovi silicija. Te so lahko mineralne narave oziroma nemineralne narave, polimerne oblike. Lastnost enterosorbentov je ta, da pridejo preko prebavnega trakta in vežejo v prebavnem traktu snovi oziroma strupe, katere zaužijemo s hrano, ali jih telo izloči preko prebavnega trakta z blatom iz telesa. Enterosgel je generacija tako imenovanih pametnih enterosorbentov, ki zaradi svoje sestave prepoznajo različne bakterije, njihove izločke, viruse, težke kovine in tudi tiste snovi, katere se izločajo preko jeter z žolčem v dvanajstnik in potem krožijo lahko nazaj v telo. Te veže nase in jih z blatom odstrani iz črevesja. Enterosgel je medicinski pripomoček, ki bazira na osnovi silicija. Tega povežejo v polimerne verige, to pomeni v neko obliko silikona, katerega potem raztopijo, suspenzirajo v vodi, da tvori gel. Enterosgel gre preko prebavnega trakta in se v telo ne absorbira, ampak se v celoti izloči z blatom iz prebavil, z seveda vezanimi snovmi, katere sreča tekom tega prehoda čez prebavni trakt. Uporaba enterosgela kot enterosorbenta za razstrupljanje je popolnoma enostavna in nam ne vzame veliko časa. 3-krat na dan, najbolje zjutraj, opoldne in zvečer, mora odrasla oseba zaužiti eno edino žlico gela, katerega zmeša v vodo in popije. Edina stvar, ki jo je potrebno paziti, je to, da zaužije gel pol ure pred hrano. Če uživa kakšna zdravila, mora biti pa razlika med uživanjem enterosgela in teh zdravil 2 do 3 ure. V namen spomladanskega razstrupljanja uporabljamo enterosgel 14 dni, ustrezno dozo glede na leta osebe, ki enterosgel uporablja. Priporočljivo je, da se uporabi ob prisotnosti kakršnihkoli sezonskih alergij vsaj 14 dni, preden se ta alergen pojavi. S tem znižamo reaktivnost telesa in omogočimo telesu, da se na alergen, ko se pojavi, odzove ne tako burno, kot se ponavadi. Zato ta pacient, ki naredi kuro razstrupljanja z enterosgelom, preden se pojavi v zraku nek cvetni prah, na katerega je alergičen, potrebuje pri zdravljenju te sezonske alergije bistveno manj zdravil proti alergiji oziroma ostalih medicinskih pripomočkov za blaženje težav v nosu oziroma tudi potem v ušesih in grlu.